Ne, kaj še feeling, shit. Sem premagal svoj strah, ma ne bom rekel strah, ker zdaj bi rad šel še enkrat. Komaj čakam, da se to zgodi, zdaj smo tukaj. Kaj bomo pa videli, ne? Mislim, da tle ni človeka, ki ne bi imel straha, vsaj malo pred višino, če ne vsaj spoštovanja. Danes bo pa tu še toliko bolj posebno, ker ne bo nič v mojih rokah in prvič bomo v jadrilici, tako da tu je pravi recept za malo straha, ali kaj? Dober dan, živijo, jaz sem Franko. Robert. Lepo, da se spoznamo, evo. Ja, enako, dobrodošli, no, tako da ste se odločili za akrobatski polet z jadralnim letalom. Od nekdaj imam rad višino, imam tudi polno spoštovanja do tega in rad bi videl, kako to izgleda, predvsem pa zato, ker še nikoli nisem letel z jadralnim letalom. Ja, če ste prvič, potem bo vam zagotovo zelo zanimivo, ne, kar pomeni jadralno letalo za razliko od motornega letala, pač za svoj pogon ne rabi motorja. Zrak bo nas spravil kolega z motornim letalom, potem se bomo odpela in po odklopu bomo v bistvu lahko pričela z akrobatskimi manevri. Slišal sem, da se malo imate rešpekt pred višino. Ja, velik je. Živim zraven letališča v Ajdovščini. Dejansko sem vsak dan vidim, če le vreme dopušča, jadrilice kako letijo in odzmer je bila ta želja, ma še nikoli nisem uspel probati. In glede višine pa tako, rešpekt imam, a redko se spravim v položaj, da dejansko to doživim. No, danes boste imeli to priložnost pravzaprav v živo doživeti, ne, zato vam svetujem, ko bomo v bistvu letela v hrbtne položaje, ko bomo prečkala os na hrbto, takrat ne zapreti oči, pogledajte dol, videli boste v bistvu zelo lep pogled. Vlekla se bomo na 800 metrov, kar je relativno visoka višina, oziroma skoraj 1000 metrov nad morjem bomo, 800 metrov nad letališčem. Obremenitve, ki jih boste doživljali, vidim, da s športom se ukvarjate, tako da vam obremenitve ne bi smele biti problem, nekje tam okrog 4G boste doživeli. 4,5, kaj več ne bomo. Če bi vam slučajno bilo karkoli slabo, gledajte, jaz vam tukaj dam pripomoček. Vedno povem eno svet, ne, da je to, če boste potrebovali, vedno naredite v 3 točkah. To je najprej, vzamete vrečko v roke, potem jo odprete in pa pač potem opravite to, kaj boste v vrečko. V vrečko, ja. Kar se pa tiče akrobacij, se s tem letalom lih tako da, kot z motornim, v čem je največja razlika glede samih Kar se tiče samih trikov, pravzaprav z tem letalom bi lahko izvajal skoraj vse trike, seveda smo omejeni deloma zaradi tega, ker nimamo motorja, kajti motorna akrobatska letala lahko delajo, bom rekel, manevre, ki so za jadralna v bistvu skoraj da nemogoča. Ampak tukaj le danes bomo lahko naredila pravzaprav skoraj vse te manevre, ki ste jih mogoče videli v kakem filmu, kje po televiziji. Je pa mogoče že kdo vam bruhal v letalu? Na takšnem krajšem letu, kot ga imamo mi dva, je bilo enih par primerov, ampak v večini primerov ne. Tako da običajno ljudje so zelo zadovoljni, uživajo, potem ko pristanemo rečejo, kako hitro je to minilo. Fredo, potem pa gremo do letala, ker bomo naredila vse ostale postopke. Super. Obvezno je potrebno imeti padalo. Tako, in si ga potrebno tudi zapreti, ne? In tako, in tukaj tele se daš tukaj od spode. Da gre sem in si ga tukaj zapneš in ponoviš na oni strani. Ročka za aktiviranje padala je tukaj. Znajdeš se v zraku, okrog tebe ni več letala. Primeš se z obema rokama, primi ročko. Ne, zdaj potegnite. Ja, no. Razpni roke, koliko lahko. Stegni roke. Tako, takrat boš dejansko aktiviral padalo, ki ima vzmet in padalo se bo v roku sekunde 2 odprlo. Redo? Tako. Kako pa pridem ven? Bom ti vse razložil, najprej moraš priti not. Tako, zdaj pa kar spusti noge naprej. Karkoli je rdeče v zraku ne vlačiti, razen če se jaz zaderem, potegni rdečo. Če se zaderem, potegni rdečo, pomeni, da padamo. Vredo? Najna hitrost se bo gibala nekje med 80 pa nekje 220 km. Še smehni. Vredo? Odlično. Imaš mogoče kako vprašanje? Ne, v bistvu se mi zdi vse nekako jasno, komaj čakam, da... Dobro, ajde. Hvala. Evo. Zdaj res za res komentirajte tukaj v spodi, kaj mislite, da se bo zgodilo. Ajde!
Viktor, poletanje zadnjih 9. Končalo se, da je tu. Super, evo. Vidno sem že v zraki. Nisem pričakoval. Ne. Se držim se. Jaz se jučem, a ne vem od zrečake. Shit. Zakaj je tako tiho? Lepa! Ne! Kaj še feeling? Isto normalen. Vam lahko dam kepco? Ja, vredi? Super, odlično. Oj. Kako dobro. Ni bilo časa razmišljati, da bi mi delalo kaj slabo. Nisem vedel, ali se joče, ali se smejem, v glavnem super. Bravo, svaka čast. Odlično. In še pogled je, kaj je kabina odlična. Ne vem, kaj se je kar zgodilo. No, prehitro je konc, to je definitivno. Izkušnja je bila top, še boljši, kot sem pričakoval. In kakor sem rekel prej, ko sem štartal, malček me je bilo strah na začetki in čakala me je lepa stvar na drugi strani, tako da definitivno priporočam vsem, ki bi radi provali. Odkar vem, da bom šel na ta izlet, pričakujem tako v pozitivnem smislu, ne da bi se sekiral na to, da bi šlo kaj narobe, ampak dejansko ne čakam, da se to čim prej zgodi. In najboljši občutek v samem letenju mi je pa bil, ko se je letalo ustavilo in tiste par sekund tišine, ker jo ne moreš opisati z besedami, ampak jo moraš doživeti. Gre zelo gor in potem se ustavi, ga zvrne na glavo in pole, mislim, zdaj težko rečem, ker sem bil pod adrenalinom, koliko cajta tu trajam, a meni se zdelo par sekund popolne tišine. Sem hitro gotovo, da ne bo časa razmišljati o tem, ali mi je slabo ali ne. Vse se je to hitro odvijalo, da 1, 2, 3 in sem bil doli, mislim, da bo vse skupaj prišlo še malo za mano. Zelo lepa poteza džungle, da delaste to, premagaj svoj strah, ker vedno znova dokazuje, da na drugi strani, da ne bom zdaj preveč zakompliciral, se nam ne zdi na prvi pogled, da ne bo za nas, če je pravi feeling, je treba jeti. Kdo si pa ne želi leteti, daj povej mi. Sem premagal svoj strah, ne bom rekel strah, ker zdaj bi rad šel še enkrat. Če vam je bil video všeč, lajkajte, subscribite, definitivno pa šerajte, da pride tu med ljudi, ker jaz bi si želel, da vsi enkrat tu doživijo. In hvala še enkrat piloti za to čudovito izkušnjo.